Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer, oddaja Report ponovno z vami. Naj vas samo opomnim, da se bomo premierno srečevali ob torkih ob 17:30 popoldne, tako da bodite z nami, kajti vedno smo polni novih zanimivih informacij in tudi danes bo tako. In tako na začetku pozdravljam ob sebi dr. Vlasto Krmelj, dober večer. Dober večer. Midve bova danes govorile o energetskih izkaznicah. Najbrž se tudi gledalci zdaj sprašujejo, kaj to je, jaz pa tudi. Mogoče najprej razloživa, kaj to sploh pomeni. Tako, energetska izkaznica je javna listina oziroma dokument, ki jo morajo imeti vse stavbe, ki so večje kot 250 kvadratnih metrov. In ta javna listina oziroma dokument izkazuje energetske lastnosti te stavbe, torej koliko energije porabi, za katere namene, in hkrati vsebuje tudi nasvete, kako lahko ta določena stavba postane bolj energetsko učinkovita, to pomeni, da porabi manj energije in seveda ima s tem tudi manj stroškov. Sami ste omenili besedo mora. Kaj zdaj to pomeni? Je to po novem pogoj, da imamo, ali je to odvisno od posameznika, ki se za to odloči? Evropska zakonodaja že od leta 2002 predvideva, da morajo imeti vse stavbe, tako stanovanjske kot nestanovanjske, energetske izkaznice. V Sloveniji je to opredelil energetski zakon leta 2006, sedaj pa je ravno v obravnavi v parlamentu, torej nov energetski zakon, ki pa predvidevamo, da bo pričel veljati z januarjem 2014. In tako energetski zakon iz leta 2006, ko seveda zdaj ta novi, ki je v postopku sprejemanja, predvideva, torej, da morajo imeti energetsko izkaznico vse stavbe, ki so večje kot 250 kvadratnih metrov. Torej, gre za tiste stavbe, zdaj, če pogledava, so večstanovanjske stavbe, ki imajo več kot 4 etažne lastnike morajo imeti. Zdaj, dokdaj jo morajo imeti, je različno. Če je bila stavba zgrajena pred letom 1980, jo mora imeti do leta 2015. Če pa je bila zgrajena po letu 1980, pa do leta 2030. Torej, tudi individualne stavbe, torej enostanovanjske, dvostanovanjske, ali 4, morajo imeti energetsko izkaznico, kadar se ta stavba prodaja ali kupuje. Torej, govorimo o obstoječih stavbah, medtem ko vse novo zgrajene, torej, če smo zdaj v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, da želimo imeti novo stavbo, pa morajo tudi vse nove stavbe to imeti. Imeti morajo tudi nestanovanjske stavbe, recimo javne stavbe, kot so športne dvorane, šole, vrtci, vse poslovne stavbe, trgovski centri in pa določen del industrijskih stavb, kadar se v njih izvajajo neke poslovne dejavnosti. Zakon predvideva tudi izjeme, torej katere so tiste stavbe, ki pa torej vemo, da tega ne potrebujejo. To so vse stavbe, ki so varovane v skladu z zakonodajo o varovanju kulturne dediščine. To so industrijske stavbe in pa skladišča. Potem so to recimo stavbe, ki so v skladu z zakonom o graditvi objektov enostavni objekti, torej manjši ali pa začasni objekti, in pa kmetijske stavbe, v katerih torej se ne izvaja ogrevanje. Torej, to so edine izjeme, ki energetske izkaznice ne potrebujejo. Imeli ste tudi predavanje na to temo, tako da so lahko tisti obiskovalci izvedeli kaj več, pa vendar, kje si lahko preberemo te podatke? O energetski izkaznici lahko veliko informacij izvemo preko spletnih strani, torej takšne uradne informacije o energetski izkaznici pa vsebujejo spletne strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, torej tam je en poseben razdelek, kjer piše energetske izkaznice, kjer je navedeno, torej tudi opisano, kaj energetska izkaznica je, kdo jo potrebuje, dokdaj jo potrebuje in kakšen je torej sam postopek pridobitve te energetske izkaznice. Ste že omenili, pa če se osredotočiva torej na ta zadnji del vprašanja, kakšni so pogoji, da lahko pridobimo to energetsko izkaznico? Morda bi tukaj še najprej povedala, kdo pravzaprav lahko izdeluje energetsko izkaznico. Energetska izkaznica je javna listina, ki vsebuje določene tehnične podatke, izračune in zato je v skladu z zakonodajo lahko energetsko izkaznico izdela, torej samo energetski strokovnjak. To je licenciran energetski strokovnjak, ki je pridobil licenco Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Seznam teh strokovnjakov, ki lahko to izkaznico izdelajo, je tudi na spletnih straneh javno dostopen. Potem to izkaznico tudi izdajo potem pooblaščene pravne osebe, katerih torej seznam je enako na spletnih straneh.
Če si pa zdaj, torej, bom rekla, človek razmišlja o tem, ali potrebuje ali ne potrebuje energetsko izkaznico, pa obstajajo v Sloveniji številne energetsko svetovalne pisarne ali pa energetske agencije, kjer so zaposleni strokovnjaki, ki lahko odgovorijo na to vprašanje. Ali pa občani recimo tudi lahko naslovijo na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Ko pridobimo informacijo o tem, torej, ali jo potrebujemo ali ne, in če ugotovimo, da naša stavba ali večstanovanjska stavba potrebuje energetsko izkaznico, potem pa poiščemo na seznamu teh energetskih strokovnjakov ali pa pooblaščenih pravnih oseb, ki to energetsko izkaznico izdajajo, torej naslov, kontaktne podatke in podamo torej tem strokovnjaku ali pa pooblaščeni inštituciji vlogo za izdajo energetske izkaznice. In ta vloga, ki je nekako uraden začetek tega postopka, da si stavba začne pridobivati energetsko izkaznico, je vloga, kjer navedemo lastnika stavbe, velikost stavbe, potem nekatere podatke, recimo kateri katastrski občini je, parcelna številka, številka stavbe, potem katero dokumentacijo že imamo za svojo stavbo, ker s tem omogočimo energetskemu strokovnjaku, da bo videl, ali resnično potrebujemo energetsko izkaznico, torej koliko tudi recimo energetska izkaznica stane, kdaj jo lahko pripravimo in dokdaj. Tako da torej ta je taka standardizirana vloga, na kateri so vprašanja, kjer izpolnimo, torej kaj imamo, kaj nimamo, dokdaj in podobno. Kakšne finančne stroške pa ta energetska izkaznica prinese? Cena energetske izkaznice je sestavljena iz dveh delov. Eno je prispevek, ki ga določi ministrstvo, torej prispevek državi za izdelavo energetske izkaznice, drugi del je pa sam strošek izdelave. Ta trenutek ministrstvo še ni predpisalo, torej kolikšen strošek je ta prispevek. Za ceno izdelave energetske izkaznice pa se pojavljajo različne torej cene na trgu. To je zdaj ta trenutek tržna kategorija, zato je izredno torej pomembno, da vsi tisti, ki bi želeli imeti energetsko izkaznico oziroma tisti, ki jo morajo imeti, da na trgu preverijo čim več informacij oziroma pridobijo čim več informacij o tem, koliko ta energetska izkaznica stane, kajti cene se gibljajo, torej po naših informacijah, od nekaj 100 pa tudi do nekaj tisoč evrov. Cena izdelave je odvisna od velikosti stavbe, o tem, koliko dokumentacije ima ta stavba, ali pripravljamo računsko energetsko izkaznico ali merjeno, torej od nekaterih pogojev, vendar so tudi, ne glede na te pogoje, torej cene na trgu lahko različne, zato pač res predlagamo, da se vsi tisti, ki jo morajo imeti, predhodno pozanimajo in pridejo do realne cene. Po izkušnjah, ki jih imamo iz tujine, je vedno tako. Takrat na začetku, ko so se energetske izkaznice pričele izdelovati, je bila cena izjemno visoka, potem pa se je z leti, ko se torej konkurenčnost na trgu nekako uvede oziroma se cene nekako poenotijo, potem se pa je cena izkaznice dosti nižja. Ne vem, če sva omenili, da ena izkaznica potem velja za dobo 10 let. Tako, ko stavba pridobi oziroma lastnik stavbe pridobi to uradno dokument, uradno listino, velja ta energetska izkaznica za 10 let. Če pa se medtem zgodi, da lastnik energetsko sanira ali kako drugače posega v svojo stavbo, torej da recimo dela prizidke, menjuje ogrevalni sistem, namešča, bom rekla, nove izolacijo fasade, potem pa lahko pridobi izkaznico že pred 10 leti. Dejstvo pa je, da vsaka stavba ima samo eno energetsko izkaznico. To pomeni, ko imamo eno, če želimo novo ali moramo imeti novo, se s tem stara izkaznica prikliče. Tako. Seznam vseh energetskih izkaznic je dostopen v javnem registru, takrat, ko bodo vse te izkaznice vstavljene. To je tudi javno dostopen register, tako da bo lahko vsak v ta register pogledal, torej katera stavba ima kakšno energetsko izkaznico in s tem pridobil informacije za namene najema, nakupa ali podobno, ne? In če midve govoriva o tistih pozitivnih lastnostih ali pa učinkih, zakaj je dobro to izkaznico imeti? Energetska izkaznica, kadar jo torej razumemo kot, torej ne samo, da jo moramo imeti iz zakonodajnega stališča, energetska izkaznica vsebuje številne podatke o tem, ki nam povedo o tem, koliko energije naša stavba
porabi. Hkrati ima energetska izkaznica v zadnjem delu tudi napisane ukrepe, torej na kak način mi zmanjšamo recimo energijo v tej naši stavbi. In če to upoštevamo, nas nekako vodi ta energetska izkaznica tudi na poti tega, da bi naša stavba porabila čim manj energije in s tem seveda pomeni tudi čim manj denarja. Na drugi strani, torej na eni strani, kadar delamo to za namene, torej lastne stavbe, kadar pa recimo kupujemo hišo, stanovanje, je pa izredno pomembno, torej, da razumemo, kaj na tej energetski izkaznici piše, zato ker potem nam ta energetska izkaznica pove nekako, koliko bodo naši obratovalni stroški v tej hiši. In vsi si želimo na eni strani, torej, da bi recimo novo stanovanje ali hišo kupili čim ceneje, torej, da je ta investicijska vrednost čim ceneje. Glede na to pa, da je življenjska doba hiše ali stanovanja tudi do 20 let, je pa zelo pomembno, da tudi vemo, koliko nas bo ogrevanje stalo, ne? In če recimo primerjamo, da kupujemo eno srednje staro hišo, ki se ogreva s kurilnim oljem, sicer je recimo nakupna cena ta trenutek 100 000 evrov, vemo, da uporabi kurilno olje, katerega strošek je tudi recimo do 3000 evrov letno. In če to primerjamo z neko nizkoenergijsko hišo, katere recimo začetna investicijska vrednost je sicer 120 000 evrov, če pa razmišljamo, da ta porabi samo 100 litrov kurilnega olja letno, ali pa je to recimo 100 evrov, nas bo stala ta hiša v prihodnjih 20 letih recimo samo 2000 evrov, medtem ko pa ta za 100 000 evrov pa v 20 letih morda tudi do 60 000 evrov. In ko to spodaj seštejemo, rečemo, obratovalni stroški 60 000, pa investicija 100 je 160, na tej strani pa imamo investicijo 120, pa obratovalnih stroškov recimo samo 2000, potem pa vidimo, katera je realna vrednost te nepremičnine, torej tudi stališče obratovanja, ne? Ker razlika med 3000 evri za kurjavo letno ali pa 100 je pa že, bom rekla, kar lep dopust ali pa prihranek, ne? In če jo gledamo to energetsko izkaznico in te informacije, ki nam jih ta energetska izkaznica daje, iz tega prav uporabniškega stališča, potem je, torej menimo, da izredno koristna in da jo, torej je vredno jo večkrat pogledati oziroma tudi razmisliti o tej izkaznici. Zanimivo. Mislim, da smo kar razjasnili ta pojem, kaj pravzaprav to pomeni. Želite mogoče še kaj dodati? Sva kaj pozabile pomembnega? Zdaj z novim, morda je še to zanimivo, ne, z novim energetskim zakonom, ki bo predvidoma v januarju 2014 pričel veljati, je tudi potrebno, da vse, kadar oglašujemo nakup ali prodajo ali najem nepremičnine, da mora zraven, torej tudi recimo v časopisu ali pa na nepremičninskih agencijah, zdaj poleg reklame za hišo, ne, kjer imamo običajno sliko hiše, pa ceno hiše, pa torej kakšno infrastrukturo nudi, mora vsebovati torej ta informacija tudi informacijo iz energetske izkaznice. Torej zdaj bomo verjetno pričakujemo, torej pač imeli na nepremičninskih agencijah ali pa v časopisu, torej prodam stanovanje, 4-sobno, toliko in toliko stare, toliko cene in razreda energetske učinkovitosti B, C ali pa recimo D ali pa torej tudi hiše. Tako da zdaj bomo se lahko že kar pri reklamah v časopisu ali pa na spletnih straneh torej takoj seznanili torej tudi z informacijo o energetski učinkovitosti in menimo, da bo to zdaj en trenutek, kjer bo več ljudi to energetsko učinkovitost videlo in se začelo spraševati, kaj to pomeni, zakaj, in bomo s tem postali torej tako kupci kot prodajalci bolj ozaveščeni in bomo bolj realno plačevali torej, ali pa oddajali v najem svoje nepremičnine. Seveda hkrati se potrudili tudi, da bomo svoje nepremičnine spravili v stanje oziroma imeli v stanju, da bodo porabljali čim manj energije, ker jih bomo verjetno potem tudi lažje prodali ali pa oddali v najem. Gospa Krmelj, najlepša hvala, da ste prišli. Mislim, da smo podali kar nekaj informacij, tako da hvala lepa. Tako, vam hvala za vabilo. Vi pa seveda ostanite z nami, kajti vračamo se po oglasih. Dragi gledalci, zopet smo v vaši družbi, tokrat nekoliko vedrejša tema. Govorili bomo o modelarstvu, natančneje o letalskem modelarstvu. V svoji družbi tako lepo pozdravljam Arnolda Skuhalo ali Mišota, dober večer, pozdravljeni. In pa Marcela Britovška. Marcel, pozdravljen tudi ti. Bravo. Torej, naš studio smo opremili z letali, to bo naša osrednja beseda danes, drugače pa prihajata iz vrst modelarske sekcije Cezama. Kaj počnete? Tako, prihajamo z modelarske sekcije Cezam. Ustanovili smo jo v bistvu iz pač ene malo bolj potrebe, po malo bolj realnem oziroma malo bolj konstruktivnem delu, glede na to, da je v ruškem okolju ali pa bivši ruški občini precej ljudi, ki so se že v preteklosti ukvarjali z modelarstvom, ampak nikoli nekako
niso se v Rušah zadrževali, ampak so bili člani raznih drugih klubov iz Maribora, bližnje okolice. No, mi pa poskušamo malo bolj obuditi to dejavnost, prvenstveno v tem, da sami izdelujemo letala. V nadaljevanju tudi bomo poskušali izdelovati tudi kako ladjo, ukvarjali bomo se tudi malo z avtomobilskim modelarstvom, ampak prvenstvena tema bo dejansko letalsko modelarstvo, ker je še vseeno to, glede na to, koliko stvari stanejo, še to najcenejša varianta, da se nekdo začne ukvarjati z modelarstvom. Izdelujete torej iz lesa in pa iz stiropora, drži? Ne, izdelujemo v bistvu iz lesa, iz stiropora pa imamo predstavljen en model, ki ga izdeluje podjetje Multiplex. To je eno tako začetniško jadralno letalo, z katerim se da zelo lepo poceni naučiti leteti, odporno tudi na razne pilotove napake in tako dalje, medtem ko les je bistveno cenejši za izdelavo, ampak če pride do poškodbe, malo več popravil, po drugi strani pa ravno s tem poskušamo voditi to modelarsko dejavnost. Katera je tista spretnost, ki jo kot modelar moraš imeti, da lahko izdelaš takšno letalo? Najbolj pomembno je to, da imaš predvsem malo nekaj zanimanja, drugič pa volje, pol pa za treningom se dajo tudi stvari naučiti, to dejansko počnemo tudi z temi mladimi. Naučijo se brusiti, lepiti, izrezovati, natančno smeriti, računati, upoštevati neke zakonitosti, kar se tiče aerodinamike. Marcel, in konkretno ti dve letali si izdelal ti. Res? Ja. Od kdaj te zanimajo letala? Že od nekdaj, samo se nikoli nisem pač zavzel za to. Si jih izdeloval kdaj tudi iz papirja? Ja. In daj mi zdaj razloži, kako si ti izdelal to letalo? Ja, imeli smo balzo, z šablonami zarisali kose, jih izrezali, zbrusili v določeno obliko. In potem zlepili skupaj? Ja. Označili s temi belimi trakovi tudi? Ja, barvni so bili tudi, pa pol smo jih pa prodajali. Wow, odlično. Kje pa dobite material recimo za to, da lahko to izvajate? Najbližja trgovina pri nas je na Ptuju, drugače pa se od nekdaj se je ta material dal dobiti v Avstriji, pač zdaj, ko je pa samostojna država, je malo več trgovin tudi drugod po Sloveniji, dejansko spletna stran modelarji.com, vsem zainteresiranim pač predstavi vse veje modelarstva, tudi nekatere modelarske trgovine v Sloveniji, tako da dobijo lahko vse informacije o nabavi materijala in podobnega. Mogoče nas danes gledajo tisti, ki jih to zanima, ki imajo neke ročne spretnosti, ki bi radi kaj takšnega počeli. Kje vas najdejo? Imate odprte roke za nove člane? Mogoče kdaj delate, kdaj se družite? Družimo se vsak ponedeljek, torek in četrtek od 3:30 do 5:00 na Glazerjevi ulici v prostorih krajevne skupnosti Smovnik. To je ena stavba od zadaj, na novo zgrajena. V mansardi smo dobili prostore, tam se dejansko družimo. Drugače pa se tudi dobivamo, zdaj ko smo začeli tudi leteti za temi letali pri Alkromu, tam je v bistvu največji taki travnik nekje primeren. In tam potem tudi zunaj poskušamo leteti, koliko nam bo letos pač vreme dopuščalo. Marcel, ti znaš leteti s tem letalom? Kako pa se leti? Tu spredaj imamo mi tega, kako se temu sploh reče? Kontrola. Aha, to je kontrola. En kup tipk, en kup, tipk najbrž, ne? Kako se to uporablja, Marcel? Daj mi povej, jaz sem laik. Ja, odvisno zdaj, s katero roko voziš. Če si desničar, imaš za nagib levo in desno, imaš na desni roki. Pa za gas pa imaš na levi. Na gasu imaš lahko na levo pa desno, se zadnji del letala premika sem in tja, pa gre v vinek, spredaj pa nagibaš, pa gre na stran, gor, dol. Če daš naprej, bo šel dol, če daš gor, bo šel gor. In koliko časa potem obdržiš takšno letalo v zraku? Odvisno, kako greš visoko z njim. Je to težko?
Zdaj, v bistvu tako je, najlažje je leteti z jadralnim letalom, ne? Ker prvič leti počasi, drugič glede na čas tudi ima najmanjšo propadanje, to pomeni, da boš dolgo časa letel. Včeraj smo ravno leteli na 300 metri višine, smo približno 20 minut lepo počasi jadrali proti tlem. S tem, da ni bilo dobene termike, to pomeni, če bi bilo to poleti, bi lahko tudi kakšne 2 uri na taki višini leteli. V bistvu je pa tako, ti kontrolerji so zelo različni, ta je eden izmed bolj profesionalnih, ker lahko pač večjo število krmilnih površin uporabljaš, oziroma krmiliš. Obstajajo tudi čisto začetniški, zelo poceni kontrolerji, danes se v bistvu da preko eBaya, preko kitajskih spletnih strani marsikaj dobiti. Čuda tako dobiti za zelo poceni in pač osnovna naloga nam je, da dejansko izdelamo stvar in potem tudi tisto uporabljamo, ne. To je dejansko prosto letečo jadralno letalo. Pri tem letalu lahko dejansko krmilimo ročno samo smer, to pomeni, če želimo, da bo zavijal, pač fizično prestavimo smer, pa letalo bo letelo v krogu, ne. Ne moramo ga pa krmiliti, to se pravi dol ali gor, ne. Zato potem tudi je naslednja stopnja, ki pač jo bodo, oziroma jo že imamo pripravljeno, izdelati dejansko leseno, oziroma predvsem izdelati jadralno letalo, bo malenkost večji od tega, tudi bo opremljeno z elektromotorjem za štart, krmiljeno bo po vseh površinah, to pač kar krmili letalo, to se pravi od nagiba do višine in smeri. Zdaj pa, ker bojo izdelali tako letalo, pa tudi, če se bo še eno poškodovalo, bojo znali to popraviti, ne, in potem, to je pa v bistvu tudi cilj, ne, stvar izdelati, uporabljati oziroma popraviti, če gre karkoli narobe. In Marcel, koliko časa si ti potreboval, da si izdelal to letalo? Ja, na začetku je bilo težje, ne vem točno, koliko smo delali, približno mesec, ja. Pol To pa že šlo hitreje. pomeni, da se udeležiš v bistvu vsak teden 3 srečanj, drži? In en mesec dela potem je približno to. Ja, v bistvu je čisto tako, ne, otroci imajo zelo različne sposobnosti, ne, eni doma malo več, mogoče so aktivni, tako izdelujejo kaj, ne, eni so malo več pri Spretni, ja. računalnikih, kakorkoli, ampak v bistvu vse stvari, če imaš malo volje, interesa, se da naučiti, ni nič kaj težkega, predvsem pa bolj je potrebno potrpežljivost, ne. Ker tako letalo, recimo, ki ga so izdelovali en mesec, ni kaj dosti videti, ne. Letalo je malo, ne. Res je, ampak v bistvu je tudi verjetno treba zelo previdno, Je pa zelo izgleda ne ravno natančno, krkano, ne. ampak tanek les, Ja, tako. zaobljene linije. V bistvu se tako letalo da kot ena sestavljanka z CNC razrezanimi materiali kupiti v modelarskih trgovinah in lahko potem pač otroci sestavijo tudi sami doma, ne. Edini problem je pač v tem, da malo znajo otroci, ne, danes. Včasih smo Žal, malo zaradi več, teh tehnologij in vsega Tako, tega se tako. take stvari pozabljajo in potiskajo v kot. Ja, in ravno naša sekcija poskuša tudi te stvari obuditi, pa ljudem prikazati, da lahko tudi sami kaj izdelajo. ne samo, da Prikažete kupijo. jim tudi na razstavah, kaj pravzaprav počnete. Tako, eno prvo razstavo smo imeli lansko leto februarja. Na tisti razstavi smo v bistvu, nam je uspelo zbrati vse modelarje, ki so se, ali pa se še, ukvarjajo z modelarstvom na področju oziroma iz bivše občine Ruše, se pravi Selnica, Bistrica, Lovrenc, Pala v tej občini. Mislim, da smo razstavili nekje okoli 150 letal, pa še katera je ostala doma. Lepo. Lansko leto smo pa malenko zmanjšali število letal, ampak smo jih malo tudi bolj podrobno predstavili, dejansko ti isti modelarji
s tem, da smo imeli še nekaj gostov iz drugih klubov. Prav tako smo za Jezernikove dneve v Lovrencu avgusta meseca ponovili eno tako razstavo skupaj z letalskim centrom iz Maribora. Imamo pa namen naslednjo leto dejansko razstavo organizirati ali pa vsaj v 2 delih, da bi lahko dejansko prikazali tudi letenje z letali. Do zdaj nam ni bilo mogoče to narediti zaradi tega, ker nimamo dobene travnate steze, s katerimi bi lahko z večjimi letali letali in pristajali. Zdaj, če se bo nam to uspelo dogovoriti s kakšnim kmetom, ker pa so oni večinoma ali imajo v najem ali pa so lastniki teh površin, potem bomo poskušali tudi prikazati vse zvrsti od jadralnega, motornega, akrobatskega, mogoče tudi kak helikopter in podobne stvari, to, kar bo malo bolj zanimivo za gledalce. Če smo ravno pri letalih, sta že oba letela z letalom? Imata strah pred letenjem? Ne. Mislim, z letalom je relativno enostavneje leteti, kot pa z avtomobilom vozi po cesti. Aha. Problem je samo v tem, da če upoštevaš pravila, pod narekovajem, oziroma če poznaš osnovno letenje z modelom, se lahko usedeš za kokpit letala, pa dejansko letiš. Edini problem je tam, da moraš poznati inštrumente, moraš vedeti, kakšne so sposobnosti letala, ker dejansko vsi ti modeli imajo bistveno močnejše motorje, kot pa ima pravo letalo, glede na razmerja, glede na težo, površine in dalje. Ampak se da tudi leteti. Po drugi strani pa lahko tudi vsak poskuša leteti, če si, ne vem, gre letalski center Maribor, primer, si najame enega inštruktora, ga popelje, skoraj verjetno bo mu razložil, prikazal, pokazal, kako se leti, pa se pa lahko tudi včlani, pa dejansko leti tudi. Tako da vidva bi že znala upravljati vse tiste gumbe in tipke. Drugače pa Marcel, kateri je zdaj tvoj naslednji projekt, kaj boš zdaj izdeloval, ali mogoče že izdeluješ, je že v teku? Ne, zdaj imamo nove člane, pa delajo taki model. In zdaj ti to že znaš in zdaj njim razlagaš, kako morajo, ne? Ja. Malo pomaga, ja, pomaga mi dejansko restauriramo en modelček lesen, ki je bil narejen 20 let nazaj. Se pravi, med tem časom tudi pomaga, tako kot je rekel, ostalim članom, tako da se zdaj naučijo izdelati, pa zbrusiti, tako da bomo lahko ta skupina, ko smo zdaj, potem tudi vsi začeli izdelovati malo večje radijsko vodeno letalo. Marcel, bo tudi tvoje nadaljnje šolanje mogoče povezano s tem zvezi, si se tukaj našel, te zdaj zanimajo te izdelki ali pa te ročne spretnosti ali pa mogoče kot sama letala v smislu, boš kdaj pilot? Mogoče. Mogoče, bomo to prepustila, naj čas pokaže svoje, ne? Ja. Gospod Mišo, smo še kaj pozabili povedati? Velja na tem mestu tudi vabilo za vse, ki želijo priti? Seveda, vsekakor, ne. Sicer bom rekel tako, da smo malo omejeni pač z prostorom, ampak če bo več zanimanja, lahko tudi naredimo malo več skupin. Po drugi strani pa tako, da ko bojo otroci znali dovolj izdelovati, skoraj verjetno si bo vsak doma tudi kakšno delavnico naredil, da bojo lahko potem tudi večje, drugačne stvari izdelovali tudi doma, ampak še vedno se bomo družili, še vedno bomo na sveti, v bistvu vsi se učimo, vsak še kaj novega zve, oziroma lahko pol tudi komu posreduje, tako da vabljen. Odlično, lepa hvala tudi vama, Mišo in Marcel, da sta prišla in kaj naj rečem, lepo izdelujte naprej, lepo letite in pa peljite to sekcijo seveda naprej uspešno. Hvala lepa. Hvala. To sta bila torej Mišo in pa Marcel iz modelarske sekcije Cezama, tako da nekaj smo zvedeli o letalih, nekaj o tem, kako se lahko kaj ročno naredi, vi pa ostanite z nami, kajti še enkrat se vrnemo v vašo družbo. Dragi gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni še v tretjem delu oddaje Report. Tokrat bomo govorili nekako o policijski varnosti, o tem, da je bil v petek zakon za zimsko opremo, malo več o teh besedah. Bom pa spregovorila z gospodom Romanom Uršičem, pomočnikom komandirja Ruške policijske postaje, torej policijske postaje Ruše. Dober večer. Dober večer.
Kot že rečeno, petek, 15. november je bil torej tisti datum, ko moramo naše vozilo preobuti v zimsko opremo. Točno. Zakon o pravilih cestnega prometa določa zimsko obdobje od 15. novembra do 15. marca prihodnje leto. Tako je v tem obdobju obvezna uporaba zimske opreme vseh vozil v cestnem prometu, se pravi vseh motornih in priklopnih vozil. Kaj vse spada pod to opremo, pod zimsko opremo? Ja, zimska oprema šteje, pa izhaja iz pravilnika o opremi in šteje za zimsko opremo zimske pnevmatike na vseh 4 kolesih. Dopustne so tudi letne pnevmatike, s tem, da takrat morajo tudi sicer te pnevmatike imeti najmanj 3 mm globine profila, če smem tako po domače se izraziti, bolj razumljivo, in pa komplet verig, ustreznih verig v opremi vozila, ne. Govoriva torej v primeru, da kršimo vse te pogoje, tudi o sankcijah. Kontrolirate, kdaj mogoče na našem območju? Ja, vedno kontroliramo to. V času zimske sezone, bom rekel, konstantno kontroliramo to uporabo oziroma opremljenost vozil za zimsko opremo. Seveda toliko bolj kontroliramo ob samem nastanku zimskih razmer. To je takrat, seveda, ko sneži, ko se sneg oprema vozišča, ko so vozišča spolzka, poledenela in tako naprej. Tako da o samih sankcijah, seveda, ko je to potrebno, tudi policisti izrečejo, kaznujejo, po domače rečeno, oglobijo voznika, ki ne upošteva določil zakonskih, če vas morebiti zanimajo zgolj globe. Za voznika, ki zdaj v tem času ne bo imel opremljenega vozila za zimsko opremo, je globa 40 €. To pomeni v tem času, govorim, ko še niso nastopile zimske razmere, če voznik, potem nadaljujemo, če voznik ne očisti snega iz vozila, ledu in tako naprej, kar se tudi dogaja, je globa za takega voznika 200 €. Da se vrnem še prej, voznik, ki pa ni imel zimske opreme na vozilu, pa zaradi tega povzročil, ostal na vozišču, se pravi, da je vzrok ta zimska oprema in da je s tem povzročil zastoj, je pa globa 500 € in pa 5 kazenskih točk. Vemo pa, da dober voznik ni odvisen torej samo od te opreme, zimske opreme, ampak je pomembno, da tudi sam pazi na varnost. Kakšni so tisti preventivni torej razlogi za varnost ali pa vzroki? Vsekakor voznik, dober voznik, tako kot ste rekla, bo se pred tem, ko sede vozilo, prepričal, da je to vozilo ispravno, bo med samo vožnjo bo tudi dovolj pozoren, predvsem upošteval bo prometne predpise in s tem bo poskrbel, da bo tudi sam pridonesel k večji varnosti v cestnem prometu. Lahko govoriva konkretno o kakšnih prekrških na našem področju, ki jih je največ mogoče v tej lokaciji, ko se mi nahajamo? Ne bi mogel reči, da ta naša lokacija oziroma naše območje izstopa od, bom rekel, ostalega slovenskega prostora, da je tukaj pa, ne vem, nekih kršitev več kot drugje. To, kar spremljamo skozi statistične podatke, izhaja, da smo tu nekje povsem primerljivi z ostalim delom. Kaj pa mogoče problem alkoholiziranosti? Vemo, da nekako zdaj že povsod opozarjajo, da smo Slovenci zelo dobro ozaveščeni o tem, pa vendar, kako je s tem? Ja, pravilno ste ugotovili, zelo dobro smo že ozaveščeni, pa vendar. V slovenskem prostoru je še vedno okrog 9% alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč. Če se dotaknem prometnih nesreč, tistih najhujših prometnih nesreč z smrtnim izidom, je vsaki 5. povzročitelj pod vplivom alkohola. To so zaskrbljujoči podatki, z tega vidika vsekakor redno tudi nadziramo to področje, se pravi
nadziramo promet s poudarkom na kontroli psihofizičnega stanja voznikov in tako naprej. More biti tu zdaj glede na prihajajoči mesec, december, velja opozorilo, dobronamerno opozorilo, da voznikom, da res sedajo za volan zgolj trezni. Lahko mogoče za konec še kakšna misel za vse naše voznike ali pa na splošnost tiste, s katerimi se srečujete na cestah? Še enkrat upoštevati prometne predpise, pozornost za volanom nikoli ni odveč in pa seveda varno vožnjo. Najlepša hvala, da ste prišli in z nami delili torej te besede. To je bila, dragi moji, še ena oddaja Report. O marsičem smo danes govorili, upam, da ste tudi sami od tega našli kaj zanimivega. V vašo družbo pa se vračamo ponovno prihodnji teden v torek. Lep večer še naprej in srečno!